Živijo, ste se kdaj vprašali, kako bi glasba izgledala, če bi jo lahko narisali? Danes vam bom pokazal, kako lahko izrazite umetnost skozi glasbo. Ja, res lahko narišete, kar slišite. Torej takole gre. Ne samo tapkajte z nogami, namesto tega pustite, da vaša roka pleše po papirju. Pozorno poslušajte ritem in tempo. Je glasba počasna in umirjena? Mehke, valovite, nežne. Če pa je ritem hiter in divji, drzne, cikcakaste, malo nore. Zdaj pa pomislimo na barve. Vesela, živahna glasba. Rumene, oranžne, rožnate. Če se pesem zdi žalostna ali resna, modre, vijolične, temno-zelene. Razpoloženje glasbe lahko popolnoma spremeni barve, ki jih izberete. Tudi oblike so zabavne. Nežne, gladke pesmi, krogi, spirale, dramatična ali močna glasba, ostri trikotniki, nazobčane oblike. Samo pustite, da vaši občutki vodijo vaš svinčnik. Ni napačnega načina za to. In tukaj je super nasvet. Poslušajte besede pesmi. Če besedilo govori o rožah, boste morda narisali cvetoči vrt. Če gre za ljubezen, srca, tople objeme. Besede vam dajo idejo, glasba pa vam pokaže, kako jo oživeti. Torej, zapomnite si, ko rišete ob glasbi, ne ustvarjate samo slike. Zvok spreminjate v umetnost. Namesto da plešete z nogami, plešete z roko. Poskusite in poglejte, kakšne neverjetne mojstrovine lahko ustvarite. Srečno risanje!